Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se zbrali na ta nocojšnji prvi večer oziroma prvemu razmišljanju o naši veri. To je gotovo ena osrednjih stvari, ki jih v našem domu pripravljamo v leto vere. Vse prireditve so nekako letos na to uglašene, ampak prav ta tri predavanja o veroizpovedi so pa tudi vsebinsko res vezane na našo vero. In zato nam je tako zelo dragoceno, da je z nami gospod nadškof in metropolit, dr. Marjan Turnšek. Prisrčno dobrodošli in hvala, da ste se odzvali naši prošnji kljub vaši zasedenosti in nam naklanjate te tri večere. Dober večer, prav lepo in prisrčno vas tudi jaz pozdravljam. Hvala za povabilo, poseben pozdrav seveda gospodu celjskemu škofu, mojemu nekdanjemu veroučitelju in tistemu, ki je kriv, da sem začel ministrirati. Tako, to je gotovo najina skrivnost in sicer oba veva, da je bilo to 13. januarja leta 1969 in takrat je bil praznik Jezusovega krsta, je bil na 13. fiksen. Sedaj je to na prvo nedeljo po prazniku svetih treh kraljev, vedno praznik Jezusovega krsta. Tako naj že od vsega začetka povezuje marsikaj, no? Ja, nocoj ste me povabili, da bi skupaj z vami razmišljal o veroizpovedi, pa začnemo enostavno s tem, da se zavemo, da smo v letu vere. Z molitvijo bomo začeli morda kak korak naprej, ko bomo ob Božji besedi se malo ustavili. Leto vere, veste, da ga je papež, bi lahko rekli, presenečen, Benedikt XVI, ki nas je nazadnje presenetil svojo napovedjo odstopa, razglasil lani 11. oktobra ob 50. obletnici pričetka drugega Vatikanskega koncila v nekako teku sinoden, ki je bila namenjena novi evangelizaciji in se je udeležil v imenu Slovencev, slovenske katoliške cerkve, cerkve na Slovenskem, celjski vaš škof, gospod Lipovšek. In papeževa ideja, želja je bila predvsem pomagati zlasti Evropi, pa tudi celotnemu katoliškemu svetu, se obrniti k koreninam, se ustaviti ob svoji veri in jo poživiti. No in o tem bomo poskušali malo razmišljati ob veroizpovedi. Kaj in kako je veroizpoved, bomo še videli. Za štart mogoče rečemo kako misel ob tem, kar vidite tu napisano. Zapisal sem, verujem, torej sem. Znano nam je in najpogosteje slišimo Descartov rek, mislim, torej sem. To je prosvetljenski rek. Torej človek v prosvetljenstvu je nekako sebe doživljal kot tistega, ki misli, da je to najbolj bistveno za človeka, da misli. Verjetno je kar pomembno, ne? Da človek misli. Tudi dar razmišljanja nam je Gospod dal. Vendar so prišli časi, ko je veljalo tudi, da delam, torej sem, da so nekako postavljali človeka v kontekst tega, kar proizvede, kar naredi. In zlasti v materialističnem svetu, v katerem del smo ga tudi bili mi, tudi teoretično, marksistično nekako utemeljen, je bil pravzaprav pogled na človeka skrit v to. Delam, torej sem. Najdejo se tudi posamezniki, ki svoje bistvo nekako najdejo v tem, da mislijo, da so, če vladajo.
da obvladujejo druge. Pa naj bo to v državnem smislu ali v kakem drugem smislu. Da nekako uresničujejo svojo moč, oblast nad drugim. Najbolj znano ali pa mogoče najbolj sodobno, pa precej sodobno je tudi razmišljanje, da veljam toliko, kolikor imam. Da je človek torej takrat najbolj uresničen, kadar ima. Če to ne bi bilo danes res, bi ne bili taki veliki centri zgrajeni okrog mest, trgovski mislim. Ali tudi ta sintagma uživam, torej sem, je sorazmerno sodobna, morda ne tako večinska, kakor predhodna, ampak je kar nekako človeku pisana pod kožo, bi lahko rekli, mu je zlezla pod kožo. Marsikaj človek postori, naredi za to, da bi lahko v najrazličnejših pomenih besede užival. In tako bi lahko to listo, če hočete, te litanije sodobnega pogleda ali pa doživljanja človeka nadaljevali verjetno v nedogled, oziroma bi lahko vsak tudi zase našel neko resničnost, okoli katere bi lahko rekel, to pa jaz v tem trenutku zdaj najbolj sem. Ampak nismo zato tukaj, da bi to analizirali. Vse to morda samo zato, da podčrtam to, kar bo rdeča nit naših teh treh večerov, namreč po krščanskem prepričanju, po naši veri, jaz osebno tudi prepričan, da človeka najgloblje zaznamuje to, da veruje. Seveda, veruje v smislu, da je to en del trojčka, vere, upanja in ljubezni. Ampak, da je pravzaprav to, kar me najbolj dela človeka, to, da lahko verujem. Zakaj? Bomo videli počasi, postopoma, korak za korakom. Vse to pa naj bo pravzaprav, torej še enkrat podčrtujem, naš skupen prispevek tudi k osebnemu poglabljanju in zavedanju tega, zakaj sem veren, kaj to pomeni, da sem veren. In ta slika morda samo, da jo malo ozavestimo. Bog, krščanstvo je nekaj, kar je dano temu svetu. Kristus je ustanovil cerkev zato, da bi bila sredi tega sveta orodje, znamenje in orodje odrešenja. Torej vse, kar je okrog tega, kar ni znamenje in orodje odrešenja, je led, je smrt, je nekaj, kar človeka ne more izpolniti. To, kar pa človeka izpolnjuje, pa je vera, upanje in ljubezen, ki ta led tega sveta, to smrtno senco, kakor jo recimo prerok imenuje, tali, greje, to temo osvetljuje. Drugi kontekst, v katerega želimo s temi tremi večeri vstopiti, pa je verjetno, poznate, dokument Pridite in poglejte, ali krovni dokument slovenske cerkve na Slovenskem, glede njenega načrtovanja, pastoralnega načrtovanja v naslednjih 5 ali pa 10 letih. Pridite in poglejte, torej dokument, ki smo ga škofje sprejeli, potrdili in ga trenutno po naših župnijah, po občestvih, po raznih skupinah prebiramo, samega sebe beremo skozi ta dokument, da bi na način potem drugo leto lahko s pomočjo teh premišljevanj, refleksij, ki jih ob tem dokumentu delamo tudi
nadaljevali z načrtovanjem svojega pastoralnega delovanja in življenja. No in v tem dokumentu je 59. točka. Za njo vedno, kadarkoli o njej govorim, pravim, to je točka, ki jo moramo znati na pamet. V polnoči. Škofje, duhovniki, verniki, katehisti, katehistinje, skratka vsak, ki hoče biti v tem času zavesten član Cerkve na Slovenskem. In ta pravi, da pričakujemo, želimo tako načrtovati našo skupno življenje, pastoralno življenje, da bomo čez 5 let, da bomo čez 5 let ali 10 let imeli bolj in več živih občestev cerkve in njihovih posameznih članov, ki bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre tiste iz onega ledu, ne, ki so tam na obrobju in onkraj, ne, k osebni veri. Leto vere, k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom. Namreč to je osebna vera. Osebno srečanje. Ne? To je to, kar zdaj mi počnemo. Mi se zdaj osebno srečujemo. Čeprav govorim samo jaz zaenkrat, upam, da še boste vi tudi kaj. Ne? Ampak saj nismo v kontaktu samo z govorenjem, ampak smo tudi s pogledom, smo z prisotnostjo, tako da smo zdaj v osebnem srečanju. Ne? Ampak osebno srečanje s Kristusom pa je tisti naš cilj, ki ga želimo poglobiti ali pomagati čim večjim ljudem v naslednjem času. Zato, ker mi verujemo, da je on odrešenik človeka. In če bomo v osebnem odnosu z njim, potem bomo lahko uresničevali to, kar mi verujemo in v veri zaupamo, smisel našega življenja. Smisel našega življenja pa je, da se drug drugemu v ljubezni darujemo. Se strinjate? Je kdo proti? Glejte, tole točko smo škofje en dan kovali. Smo šli v klauzuro, en dan smo se zaprli, smo molili, se pogovarjali, delali in pilili tale stavek. Potem smo pa z enim timom, eno ekipo poskušali razviti to in razdelati na različne področje in potem je ta dokument nastal kot podlaga za naše skupno načrtovanje v prihodnjih letih. No in jaz razumem tukaj vodstvo tega doma, da so tudi ti večeri usklajeni z pipom, kot temu pravimo zdaj, ker kratko pip, pridite in poglejte. A veste, odkot je pridite in poglejte, odkot je to vzeto? Odkot? Iz Samarijanke, iz odlomka srečanja Jezusa in Samarijanke. Tam, se spomnite, sta se pogovarjala, potem pa ona šla v mesto, tako boste pa vi šli, ne? Iz teh srečanj. Pa je svojim sovmeščanom rekla, pridite in poglejte Jezusa, tistega, ki mi je vse povedal, kaj če je on Mesija. In potem so šli, tako je bila prepričljiva, da so šli. In nazadnje so rekli, zdaj pa ne verjamemo več zato, ker si ti rekla, ampak zato, ker smo ga sami srečali. Ste videli, osebno srečanje s Kristusom. No, vidite, to nekako želimo skupaj, na tem želimo skupaj delati in drugemu pomagati v to smer. Tako, zdaj bi vas povabil k molitvi. Ker imamo en okvir, vemo, kam želimo priti, tako da bi za našo molitev, uskladitev z Bogom, z Božjo besedo, si prebrali najprej tale odlomek. Matej, Marko 16, 13, 20. Zakaj? Zato, ker
je v tem odlomku nekaj čudovitega. Je pravzaprav izražena prva veroizpoved, krščanska veroizpoved. Pa najprej prisluhnimo. Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Rekli so, nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, blagor ti Simon Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter, skala, in na to skalo bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata ji ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Tedaj je učencem naročil, naj nikomu ne pravijo, da je on Kristus. To je izredno lep dogodek. Če bi mogel, bi vas zdaj postavil v ta kraj, ki ga tukaj vidite. To je izvir Jordana. Cezareja Filipova je namreč dežela na severu Palestine, pod Hermonom, in tam je kraj, kjer izvira Jordan. In tja je peljal Jezus svoje učence. Zakaj? Zato, ker Jordan bruha. To ni neki zvirček. Bruha na večjih straneh, bruha voda iz zemlje. Praktično že kar teče Jordan, cel Jordan teče izpod Hermona. Nad izvirom, ali nad temi izviri, so pa v skalo vklesani templji oziroma oltarji poganskih bogov. In to je zelo sugestibilen kraj. Se lahko predstavljate? Brez Jordana, brez te vode, bi bila tam puščava. Jordan namaka praktično vso Galilejo in vse do Mrtvega morja, dolino do Mrtvega morja. Čeprav danes je od polovice naprej že puščava, zato ker popijajo ves Jordan. Predno pride do Mrtvega morja. Dobesedno popijejo z namakanjem in tako naprej. Ampak brez te vode ni življenja. Zato je to najprej kraj, kjer je življenje, ker je voda. In brez vode ni življenja. In nad to vodo, nad to vodo, ki ima močno simbolen pomen, so pa idoli, poganski bogovi. In Jezus se tja postavi in vpraša učence. Kaj pravijo ljudje, kdo sem? Torej, anketa javnega mnenja. To je javno. Danes merimo javno mnenje. Jezus sprašuje javno mnenje, kaj ljudje pravijo. Vendar ga ne zanima to. Potem pravi pa, kaj pa vi pravite, kdo sem? Kaj to pomeni? Kaj vi pravite? Odkot vam prihaja življenje? Vam prihaja življenje od teh poganskih malikov ali vam prihaja življenje od mene? Življenje, ki je voda. Potem govori o živi vodi. Ne? Vidite tu. In takrat je prvi človek v zgodovini človeštva. Prvič prepoznal v enem človeku Boga. Peter prvič v zgodovini človeštva izpove, ti si Kristus, sin živega Boga. To je po moje izreden zgodovinski trenutek, ko se nikoli prej
o Bogu ni tako govorilo. Da bi v tem človeku, ki ga tule vidimo pred seboj, rekli, ta je človek in Bog. Zato je to prva veroizpoved. Ti si Kristus, sin živega Boga. Prva krščanska veroizpoved. Skočimo malo naprej k Pavlu. V prvem pismu Korinčanom, 15. poglavje, 3-8, pa najdemo najstarejši zapis veroizpovedi. Najstarejšo zapisano, tako imenovano kerigmo, ali osnovno oznanilo. Kratko veroizpoved, ki vsebuje bistvene stvari o krščanski veri. Pavel, ki je srečal živega Kristusa po vstajenju pred Damaskom, je potem zanj pričeval. In on je zapisal, izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel. Sledi, vero je možno samo prejeti. Vere se ni mogoče izmisliti. Vero je mogoče prejeti. Vera se predaja. Tradicija pomeni predajanje. To je tradicija. Predajanje neke vrednote. Predajanje vere. Izročil sem vam, kar sem prejel. In sicer, kaj je prejel? In to od Jezusa samega, tam pred Damaskom. Da je Kristus umrl za naše grehe, da je bil pokopan, kar je dokaz, da je res umrl, da je tretji dan bil obojen, da ga je oče obudil in da se je potem prikazal Kefu na to 12 in potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati, torej neki dokazi, da je Jezus res umrl in da je ostal. In na koncu se kakor negodniku prikazal tudi meni, pravi. Tako smo začeli naše razmišljanje o veroizpovedi z dvema najstarejšima veroizpovedma. Prvo, ki je bila izrečena, in prvo, kot je bila zapisana. Namreč ta tekst, prvo pismo Korinčanom, je bil zapisan prej, kakor Matejev evangelij. Zato je to najstarejši zapis. Tam pa je prva izrečena veroizpoved, ki jo je Peter izpovedal. Ja, torej, verujem, torej sem v tem smislu, kar smo zdaj slišali iz evangelija in iz Pavlovega pisma. Človek se lahko doživlja na različne načine, ampak lahko se doživlja kot nekdo, ki izhaja iz niča. Lahko se doživlja, da je ne bodi ga treba. Lahko se zaveda pa tudi, da izhaja iz Boga in da je v njem njegov cilj. Torej, da ni vržen kot neka neznanka v ta svet, ampak da je v tem svetu zato, ker je nekdo hotel in da ima tudi svoj cilj, ki je nikjer drugje kot tam, odkoder izhaja in kamor se vrača. V njem, v Bogu. To je naše krščansko izhodišče. Iz tega mi živimo, iz tega izhajamo. Apostoli in kasneje kristjani so želeli to temeljno doživljanje, ki so ga ob Jezusu utrdili in ga dejansko poglobili do skrajnih mej, posredovati naprej. Ujeti so ga hoteli tudi v besede. In tako smo videli, so nastajale prve bolj ali manj spontane veroizpovedi, potem pa so jih začeli tudi oblikovati in jih zapisovati v obliki veroizpovedi. Veste, veroizpoved
kot jo poznamo, apostolska, nicejsko-carigrajska in še mnoge druge veroizpovedi, to so obrazci, ki bi jih na nek način lahko imenovali, da so nadaljevanje Svetega pisma. Ker se je Sveto pismo se je z smrtjo zadnjega apostola končalo. So rekli, ko ne moremo več preverjati to, kar je zapisano, pri tistih, ki so to sami doživeli, bomo zaključili, bomo rekli, naprej ni več Sveto pismo. Ampak Bog ni nehal govoriti. S tem. Bog je govoril še naprej. Bog še danes govori, Bog je v kontaktu s človekom. Zato mu se razodeva še naprej. Razodeva se mu v novih situacijah. In v teh novih situacijah je človek poklican, da na nov način ta odnos izrazi. In tako nastane veroizpoved. Najstarejše veroizpovedi se imenujejo simbolon v grščini. Simbol bi rekli v slovensko, a ne? In kaj pomeni simbol? Kaj je bistvo simbola? Bistvo simbola je, da poveže med seboj dve stvari. Eno, ki je vidna, ki je prisotna, in druga, ki ni vidna, ki je, lahko rečemo, tudi odsotna, ampak jo s pomočjo simbola na nek način se poveže in se združi in se udejani. Simbol v antiki je pomenil recimo en prstan ali ena taka glinasta ploščica, ki sta jo dva zlomila, ko sta naredila neko pogodbo, ker niso ljudje znali pisati in tako naprej. In od takrat naprej je tisti, ki je imel to polovico te ploščice, je lahko s tem dokazal, da je pogodbenik. In je od drugega lahko zahteval to, kar mu je šlo. Ne? In ta ploščica zlomljena, ta dva dela ene in iste ploščice, kadar je to dano skupaj, se je imenovalo simbolom. Simbol. In dobesedno grško to pomeni simbalein, dati skupaj, vreči skupaj, povezati, prepoznati tudi. No in gledajte, tukaj iz tega je nastala potem med kristjani navada, da so začeli veroizpoved, obrazec vere imenovati simbol. Torej, veroizpoved je simbol. Zakaj? Zato, ker ko so kristjani potovali v antiki, seveda tudi ni bilo takih možnosti kot danes komunikacije, ne, so prišli v drugi kraj in če so slišali, da izpovedujejo isti obrazec vere, so vedeli, da spadajo skupaj. Smo iste vere. Smo bratje in sestre. In konec konca tudi danes, ko pridemo skupaj, veste, kako fajn je, kamorkoli po svetu greš, ko pride skupaj, pa če v nedeljo se primači, se moli, veroizpoved, aha, ta pravi cerkev sem, to smo pa mi. Spadamo skupaj. Vera seveda ni obrazec veroizpovedi. Jasno, čutimo, da ni to. Peter ni rekel, ti si Kristus, sin živega Boga, zato, da bi ostala to fraza, stavek. Ampak je on izrazil nekaj, kar je v sebi nosil, kar je on bil. On je izrazil svoj odnos z Jezusom. In vera je ta živi odnos. Neko živo, osebno, dialoško razmerje med tremi božjimi osebami in človekom. Torej, ko se ti Bog razodene, ko ga dojameš kot trojedinega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, in si ti v živem odnosu s temi tremi osebami. In prav, veste, da smo ljudje dobili, ljudje imenujemo osebe po Bogu. Najprej so Boga imenovali oseba, tri osebe. In šele od pojmovanja Boga kot osebe smo začeli to prenašati na človeka, zato ker je človek ustvarjen po Božji podobi. Torej to, da smo osebe, pomeni, da smo Bogu podobni. In obrazec veroizpovedi torej hoče povedati, da jaz spadam v ta krogotok pravzaprav ljubezni, ki se pretakne
koraka med tremi božjimi osebami in potem iz tega kroga v krog ljudi, ki so povezani s temi osebami. No in to smo zdaj smo prišli do apostolske veroizpovedi, ki, vidite, ima tako že sama po sebi 3 dele. Prvi del, ki se nanaša na prvo božjo osebo, drugi del, ki se nanaša na drugo božjo osebo, Jezusa Kristusa, in tretji del, ki se nanaša ali govori, izpoveduje vero v Svetega Duha, pa potem vse tiste resničnosti, ki so danes povezane z prisotnostjo in delovanjem Svetega Duha v svetu. No in tako bodo tudi naši 3 večeri sestavljeni, da bomo danes se ustavili pri tem prvem delu še do konca, potem na prihodnem večeru o tem drugem delu in tretjem večeru o tretjem delu apostolske veroizpovedi. Prva beseda, ki jo izrečemo, ko izpovemo vero s pomočjo tega obrazca, je verujem. Vedno v prvi osebi ednine. Tudi pri krstu, ko obnavljamo ali ko izpovedujemo krstne obljube, sicer sprašuje duhovnik oziroma tisti, ki krsti, ali verujete in bi naj vedno odgovorili v prvi osebi ednine. Verujem v Boga Očeta, verujem v Jezusa Kristusa, jaz verujem. Ker je to tako osebno dejanje, da nihče ga ne more v imenu drugega izreči. Vsak lahko ga izreče samo v svojem imenu. Verujem. Verujem je beseda, ki zajema celoto mojega bivanja. Ko rečem verujem, s tem hočem reči, nič v meni in nič, kar jaz mislim, govorim in delam, ni izven tega odnosa z Bogom. Torej, verujem je nekaj najbolj celostnega, kar človek živi in skozi kar se najbolj uresničuje. Torej, gre za celosten bivanjski odnos z Bogom, iz katerega ni nič izvzeto. Zato je prav, da se tega spomnimo, veste. Da, ko rečem verujem, da ni to kar tako mimo grede. To je tako, če rečem mama, jaz sem mama. Kaj to pomeni? To takoj pomeni vse odnose z otroki. Pa še z možem, ki je oče. Pa še so žlahto. To je mama. Mama je, ena žena, ki je mama od A do Ž. Nič ni izvzeto iz tega. Ker gre za odnosne resničnosti. Ne? Biti mama je odnosna resničnost. To ni neka površinska resničnost. Ne? Ali oče, ali brat, sestra, pa še marsikaj. Ne? Ko rečem verujem, priznavam, da ne morem živeti sam in da ne živim iz sebe. Priznavam, da me nekdo nosi v roki. Da sem v Božjih rokah. Da pravzaprav koreninim v teh skrivnostnih odnosih Svete Trojice. Odnosih med Bogom Očetom, Bogom Sinom in Bogom Svetim Duhom. Da je to moje gnezdo. Si lahko predstavljate, kje mi živimo. Bog nas nosi v rokah. Pa se zavedamo ali se ne zavedamo. Verjamemo ali ne verjamemo. To ni odvisno od osebnega doživljanja. Tako mi verujemo. To izpovedujemo s tem, ko rečemo verujem. Verujem pomeni, da zavestno stopam v razmerje z osebo, ki jo z ljubeznijo priznavam. Rečem, Bog, jaz te ljubim.
Jezus Kristus, jaz te ljubim. Zavestno stopam v odnos ljubezni. In zato sem lahko svoboden. Ker ljubezen je lahko samo svobodna. Torej, Bog kljub temu, da me nosi v rokah, me pušča svobodnega. Ne prisiljuje, ne izsiljuje, ne posiljuje, ampak me pušča svobodnega, on ostaja svoboden do mene in od mene in meni omogoča in pušča, da sem svoboden od njega in v njem lahko tudi od vsega okrog sebe. Svobodno se torej predajamo Bogu, če rečemo verujem. Svobodno, pravzaprav iz svojega najglobljega jedra se uresničujem. Vera pomeni stvarno obstoječe ljubezensko razmerje med dvema, ki resnično obstajata. Ko izpovem verujem, priznavam res resnični obstoj Boga in zato šteje v mojem življenju. Zato ne morem ničesar delati, kako da ga ni. Če res rečem verujem. V takšnem odnosu vere torej koreninijo vsa druga razmerja potem. Ne? Razmerje med starši in otroki. Koreninijo v tem razmerju, ki ga izražam z verujem. Kakor hitro nastajajo problemi. Ne? Kakor hitro ne koreninijo drugi odnosi v tem temeljnem odnosu, se začne rušiti, se začne lomiti, se začne boleti. Ne? In povzetek tega, ko rečem verujem, bi lahko rekli, da pomeni, da iskreno, z globokim prepričanjem in tako življenjsko izrečen, nisem sam svoj. Nimam življenja sam iz sebe, niti ne od drugega človeka. Sem Božji. Preprosto z besedico verujem. Izrazimo vse to, pa še veliko več. Torej, celo leto lahko meditiramo samo v tej besedi, verujem. Na to rečemo, da verujemo v Boga. Kakšna druga nicejska, carigrajska veroizpoved še dodaja v enega Boga. Zopet, gledajte, čist preprosta, kratka fraza, verujem v Boga, ampak odstira neskončnost odnosa. S tem, če res verujemo v Boga, ne pridem nikoli do konca. Ne v razmišljanju, ne v pletenju odnosa, ne v doživljanju, ne v čustvih, tudi ne v življenju. Nikoli ne pridem do konca. Ta fraza verujem v Boga vključuje mojo zavezo z Bogom. Zavezo, ki jo je Bog začel, ki jo je Bog ponudil. Vključuje najprej dar. Verujem v Boga pomeni, da se mi je Bog najprej razodel, najprej ponudil kot dar. Da se ta odnos vere začenja z darom, ki prihaja od njega. Ne z zahtevo, ne s prisilo, ampak z darom. Bog pa mi podarja najprej samega sebe. Bog se mi podarja. Zato lahko, če hočem, odgovorim potem z odgovorom, ki pa mora biti vsaj, kar se moje možnosti in zmožnosti tiče, na isti
na podobni ravni, če tako rečem, kot njegov. Če je dar nekaj zastonskega, zastonsko uresničena ljubezen, je edini normalen odgovor zastonske, popolne ljubezni nazaj. In to je pravzaprav odnos vere. Bog spregovori človeku kot prijatelju. Ko rečem, verujem v Boga, rečem, ja, jaz verujem v Boga, v katerem sem v stiku, s katerim se pogovarjam. To ni nemi Bog, to ni idol, iz kamna, ki ne zna, kot pravi Svetopismo. Ušesa imajo, pa ne slišijo, usta imajo, pa ne govorijo, oči imajo, pa ne vidijo. Ne, jaz stopam v odnos z Bogom, ki mi govori, ki še več, ne samo govori o tem besednem pomenu, ampak ki stopa z menoj v komunikacijo. To pa pomeni, da se podarja, da komunicirati samega sebe drugemu pomeni se podarjati iz svojih najglobljih korenin. In takrat, kadar se pogovarjava z Bogom kot prijatelja, kadar sva v tej komunikaciji, takrat jaz s pomočjo njega ali skozi njega spoznavam vse okrog sebe. Spoznavam sebe, spoznavam druge, spoznavam svet. Takrat pravzaprav moje oči s to vero, s pomočjo vere vidijo, kar se ne vidi. Kar telesne oči ne morejo videti. To je v tej smeri, ko otrok, recimo mami prinese darilo, mama v tem darilu vidi nekaj, kar se ne vidi. Enako tudi tukaj. Ampak da tukaj to velja za vse. Za vse, kar vidim, kar slišim, česar se dotaknem, kar užijem, kar doživim. Vse to pravzaprav za vsem tem vidim nekaj več, kar sicer ne vidim. Zato, ker vse vidim, doživljam iz odnosa z Bogom, z tega odnosa vere. Torej, mož je ženi, če ga gleda s pomočjo vere, nekaj drugega, kakor tisti ženi, ki moža ne gleda z vero. Z vero se vidi nekaj več. Služba, ki jo opravljaš, če jo gleda z vero, jo vidiš v tej službi vidiš nekaj več, kakor tisti, ki ne gleda z vero. Torej se za vsako stvarjo, ki jo razmišljam, ki jo govorim, ki jo delam, razvija hkrati tudi odnos z Bogom. Če je res, da verujem v Boga. Potem, ko sem se zdaj peljal iz snežilo, sem jaz lahko preko sneženja stopil v stik z Bogom. In v snegu sem videl nekaj več. Tudi Božji dar, tudi izraz Božje ljubezni. Kaj vse ta sneg pomeni, ne? Zakaj vse je potreben? Zakaj vsega Bog daje? Vidite, to je bogatstvo vere. Če lahko z pogledom vere tako gledaš, si izredno bogat človek. In ne potrebuješ veliko drugega. Abraham je en takšen lik, v Svetem pismu, bi se lahko veliko ob njem ostavljali, kjer Sveto pismo zelo jasno pokaže, kaj pomeni videti več, kakor vidijo oči. Ki je bil sposoben iz vere, iz odnosa, torej s tem Bogom, pustiti domovino in oditi v obljubljeno deželo, čeprav nič ne vedel, kam in kako. Ker ni šel zaradi obljubljene dežele, razumete? Ampak je šel zaradi odnosa z Bogom. Zato je šel. In je verjel, čeprav je imel neplodno ženo, pa je verjel, da bo imel potomce. To je nonsens. Takrat, če niso umetne oploditve poznali, ne? In ko pa dobi sina, mu pa reče, zdaj ga pa pojdi, pa ga daruj. Razumete? Ampak on gre. Iz odnosa,
drugače ne bi šel. Odnos vire je tisti, zato je oče naše vire, mu rečemo Abrahamu, ne? Ker gre preko videza, vidi, za vsem vidi tisto več, vidi in doživlja živega Boga. Ne? Ko rečem, verujem v enega Boga, rečem, tebi zaupam, tebi, pisano z veliko, vate zaupam. Na tebi gradim svoje življenje, ne na sebi, ne na stvarih. Vete, Abraham je bil pravzaprav revež. Ves čas je živel v obljubljeni deželi kot tujec. Ni bil kot domačin, ves čas je živel tam kot tujec. Ves čas je moral hoditi nekako v temi, ki jo je pa razsvetljevala vira, luč vire. Zato ni bila tema. Gledano s človeškimi očmi, pa je bila tema. Ni videl bodočnosti. Vse posod je pravzaprav, če bi gledal samo s človeškimi očmi, če ne bi videl preko, so bile zapreke in bi se ustavil. Kako pomemben je torej ta odnos vere? Ne? Kaj zmore? Pa to je vsakem izmed nas. Ta moč vire je vsakem izmed nas. Mi smo s to vero zmoremo vse. Zmoremo premagati bolezni, lahko praktično uspemo tam, kjer je z normalnimi očmi mogoče uspeti. Ampak to ne pomeni, da ni križa. To pomeni tudi to, da nič ne vidimo, da ne vemo in da vemo, da smo uspeli tudi takrat, ko svet misli, da nismo uspeli. Torej, vira nas vabi, vidite, da izidemo iz samih sebe. Ta odnos z Bogom, ki je vira, nas vabi in nam pomaga, da izidemo iz tistega ledu, iz smrti. Kajti, ko smo v samem sebi, egoistično obrnjeni vase, smo mrtvi, duhovno mrtvi. In vira nam iz tega pomaga izid. Verujem v očeta, vsemogočnega očeta, tale roka, vidite. Aba, pravi svetopismo, očka, pomeni pravzaprav ljubkovalno ime. Mi torej verujemo v Boga, ki je za tisti čas, v katerem je Jezus to razodel, da je naš Bog oče, bilo evolucionarno. Za Jude je bil Bog veliki, strašni, mogočni Bog. Zdaj pa Jezus pride pa oznani in razodene Boga, ki stopa s teboj v tak odnos, kakor oče stopa v odnos s svojim otrokom. V tak preprost, ampak zaupanja vreden in zaupanja poln odnos. Vabi. To pomeni očka, ki je ljubeče bitje. Oče, pravem pomenu, je ljubeče bitje. Otrok mu neumajno zaupa. Torej, če rečem, verujem v Boga, v enega Boga očeta, pomeni, da rečem, da mu neumajno zaupam. Tako kakor otrok, če je vse v redu, neumajno zaupa svojemu očetu v neki dobi, ne? V otroški dobi. Ko izrečem, verujem v oče, Boga, ki je oče, rečem tudi, da nisem napaka. Da ni narobe, da sem. Nasprotno. Da me je nekdo hotel, da sem, tudi če se je slučajno zgodilo, da koga starši niso hoteli. Kljub temu ni napaka. Kljub temu je ta človek ujet v Božjo roko in živi v Božji roki. Ker ima očeta, tudi če nima zemeljskega očeta, v narekovaji ga nima, ne? Ima očeta. Ima torej nekoga, ki ga neskončno ljubi.
zato lahko v sebi prebujamo in razvijamo to dimenzijo, da smo vredni že zaradi tega, ker smo. Že zato smo vredni. Naša vrednost ni v tem, kar smo naredili, kar naredimo, kar imamo, kar uspemo v življenju. To ni naša vrednost. Naša vrednost je to, da smo, ker nas je Bog želel in nas je Bog ustvaril. In to izpovedujemo, ko rečemo vsako nedeljo. Vsako nedeljo, poglejte, če bi vsako nedeljo delček tega nekako podoživeli, ne, ko izpovedujemo vero. Ne. Kako bogato življenje bi čez teden bilo, če bi iz tega bolj zavestno živeli. To je prva definicija Boga pravzaprav, ki so jo se kristjani, apostoli zavedli. Da je Bog oče. Prva definicija Boga. Ne, da je mogočen stvarnik, ampak da je oče. Ljubeči oče. Zdaj, lahko bi malo razmišljali, tu sem pač nekaj točk napisal, pa niti ne bomo se toliko potem ostavljali, malo problematično z današnjega časa, ker danes pravijo strokovnjaki, ki to raziskujejo, da nekako so očetje odsotni, da ni pravega lika očeta. To je sicer statistično povprečje, pomeni, da so tudi dobri očetje, ne? So pa tudi nikakršni očetje. Ne? Ampak na splošno gledano pravijo, je bila nekako za nami ena doba, kjer je podoba očeta bila zmaličena. In to se pozna pri naslednjih generacijah, pri otrocih. Pa pustimo zdaj te psihološke stvari, ampak poskušamo ostati na našem verskem področju. Seveda, če je šibka podoba očeta, če ima en človek šibko podobo očeta ali podobo očeta, ki je agresiven, ki ni človeški, potem je to ovira lahko tudi pri njegovem verovanju v Boga očeta. Ker mi nimamo druge izkušnje očeta, kakor svojega zemeljskega očeta. In zato hočeš nočeš najprej razumemo tudi Boga kot očeta preko svojega očeta. Zato lahko zopet rečemo, pa razmišljam, kako pomembno je danes, da je oče pravi oče. Da odigra svojo vlogo očeta, ki je trden, ne trd, ki je trden in ljubeč. Trden zato, da da otroku zagotovilo varnosti, gotovosti, samozavesti ob njem, na drugi strani pa ljubeč, nežen, zato, da ga otrok, ki je krhek, ki je majhen, lahko sprejme. In vidite, to sta dve poante ali pa dva vidika, ki sta tudi pri grajenju potem človekove podobe v Bogu, ker si jo moramo izoblikovati, zelo pomembna. O tem bi pravim lahko razmišljali, pa vidim, da sem že dolg, moram malo pohiteti. Verujem v Boga, enega Boga, očeta, stvarnika nebes in zemlje. Pravzaprav je prva stvar, ki nam je Sveto pismo sporoči to, da je Bog stvarnik. Zopet ena taka zelo, zelo ena lepa pokrajina duhovna, bi lahko rekli. Gledati Boga stvarnika. Gledati Boga, kako ustvarja. Vsako stvar. Torej, naša vera v Boga stvarnika je odgovor, če hočete, na tisoč najrazličnejših poskusov, tudi danes modernih, razložiti svet na drug način. Poznate verjetno Hawkinsa v zadnjem času, ki zelo pogosto posega na to področje
Ampak jaz se ne bi zdaj rad ukvarjal s temi raznimi poskusi, kako razložiti nastanek sveta, nastanek vesolja, ali je to iz prapoka, ali ne vem česa. Ker konec koncev, kot lepo pravi gospod Rebula v zadnji družini, vzadej v svojem kredu, kar pomeni verujem, ne? Da kristjani ne verujemo kar tja v dan. Tja v en dan. Ampak da je verovati, krščansko verovati, najbolj racionalno, bolj kakor verovati torej v stvarnika, bolj razumno, kakor verovati, da je nastalo iz niča, da je nastalo iz poka, kakorkoli. Jaz bi vas raje usmeril v eno drugo smer. Ne? Če je Bog stvarnik, potem mu za nobeno stvar ni vseeno. Saj veste, moški, če kaj naredite doma, ne? Stvari, ki jih naredite, pa naj bodo to stoli, ne vem, miza, ali pobelite, ali ne vem kaj, vam to nekaj pomeni, ne? Se s tem tudi malo postavite, ko pride kdo na obisk. Ne? In kako lepo je, če nekdo to opazi. Ne? Ali žene enako, ne? Ženske. Že kako se zrihtate je pomembno, ne? In če kdo to opazi, kako je to fajn, ne? Ali kako skuhate, ne? Ste ponosni, če nekdo iskreno reče, da ste dobro skuhali, ne? Ali kaj drugega. A ni to fajn? Čudovito. Vse tudi nama le paše, če nam kdo pohvali, a ne? Škofov, paše, če ga kdo pohvali. Tu in tam se tudi to zgodi, no? A ne? Pa paše, ne? Verjetno paše tudi Bogu, če ga malo pohvalimo, ne? Torej, ko rečem, da verujem v stvarnika, rečem, da ima vsaka stvar en poseben pomen. Zato, ker Bogu ni vseeno za ta parket. Ni vseeno, ker ga zdajle ustvarja, ker ga zdajle vzdržuje. Mu ni vseeno za našo zemljo, mu ni vseeno za drevesa, za vse hrošče, veste, ni vseeno, za nobenega hrošča mu ni vseeno. Vete, to je najbolj številčna vrsta med žuželjkami, hrošče, če še ne veste. Tako mimo grede, ne? Vidite to, da ni mu vseeno. A vidimo mi to, da mu Bogu ni vseeno za nobeno stvar. Ko propadajo gozdovi. Bogu ni vseeno za pragozdove. Ko se uničuje to, ko se uničuje ono, Bogu ni vseeno. Ker ima oseben odnos do vsake stvari. Ker jo osebno ustvarja. Kak motiv za nas, da bi imeli poseben odnos, ne, do svinčnika, do laserja noter. Ne? Ker vidite, brez Boga tega laserja ne bi bilo, ne bi zdaj delal. In zdaj nam ga ustvarja za nas, da mi lažje komuniciramo. Da jaz lahko smerim vaše oči nekam. Ne? Kakaj pogruntavščina. To si je Bog zmislil. Ne? Mi smo pa samo odkrili. Torej, Bogu ni vseeno za stvari. Kaj šele za človeka? Kaj šele za mene in tebe? Ne? Vera v stvarnika je odgovor na temeljna naša vprašanja. Ko rečemo, verujem v Boga stvarnika, rečem, da verujem, da ima moje življenje smisel. Da ni brez veze. Imam smisel. Tudi, če ga še zdaj ne vidim. Ampak Bog me ni mogel ustvariti, me ni mogel hoteti in me ne more hoteti v tem trenutku, ne da bi imel zame nek smisel, ne da bi moje življenje imelo nek pomen. Tudi, če so mi vsi dopovedovali, da iz tebe pa nikoli nič ne bo, Bog je že od vsega začetka vedel, da bo, da ima smisel
tvoje življenje. Vete, to ni malenkost. Zaradi tega ljudje samomore delajo, ker ne najdejo smisla. Torej, ni malenkost verovati v Boga stvarnika. Ampak ne samo teoretično, ne? Pomembno je, da znamo, kot sem prej rekel, mi to potem tudi praktično videti, živeti vsak dan. Vsak dan se zavesti nekaj tega bogatstva in prepoznati Boga, ne? Se čuditi ob tem, ko gledamo stvarstvo. Vse je ustvarjeno v Božjo slavo. Pa ne zato, ker bi Bog rabo slavo. Bog ne potrebuje slave. Če je vse ustvarjeno v Božjo slavo, to ne pomeni, da je Bog ustvaril zato, da bi on imel slavo. Ampak zato, da bi nas stvarstvo, vsaka stvar odprla v slavljenje Boga. Ker je pravzaprav smisel našega življenja, ni zgraditi si to in to, pa imeti to in to, pa tudi ne se poročiti, ampak smisel našega življenja je slaviti in častiti Boga. Za vsem, kar pač smo, kar delamo. Če sem poročen kot poročen, če sem kot škof, ampak smisel človekovega življenja je Božja slava. In stvari nam pa pri tem pomagajo. In zato so tudi stvari za to ustvarjene. Ne? Stvarstvo pa ni popolno ustvarjeno, ampak je še na poti. Je v poti v popolnost. Polnost stvarstva bo v nebesih. Ne? Do tja pa je neka pot in Bog je želel, da mi pri tem, na tej poti sodelujemo. Da pri tem razvijanju stvari, stvarstva v polnost, ki jo si on zamislil, ki jo on hoče, mi sodelujemo. Da smo njegovi sodelavci. Partnerji v tem projektu, bi danes rekli. Bog, če povzamemo, je gospodar sveta in zgodovine kot stvarnik. Če je on gospodar, potem smo lahko bolj mirni, kako če on ni gospodar zgodovine. Saj, kadar gre vse lepo, ni težko to verovati. Ko pa ne gre vse lepo, ko pa je težko, ko pa se lomi, ko pa se umira, takrat pa je treba res verovati. Ne? Prej še ni treba čisto res verovati. Potem pa moramo res verovati, da je Bog gospodar. In da bo kot gospodar, kot dober gospodar, pripeljal do dobrega konca, če bomo le svojo svobodo pri tem mi sodelovali. Zato mogoče še ta vidik, ne? Bog je ustvaril stvari in zato so stvari med seboj notranje povezane. So v neki harmoniji. In danes veliko govorimo o harmoniji. Ne? Ta New Age je pravzaprav zgrajena na enem temelju, ki se imenuje harmonija vsega. Vete, tu je nekaj resnice. To je nekaj Božjega. Vse, kar je Bog ustvaril, je med seboj notranje povezano. In kadar ostaja v tej notranji povezanosti, ne, potem je to dobro. Če pa se vmes urine laž, prevara, potem pa to ni več harmonija. Ne? Če imamo potem v lizanji, kjer piše, da je goveje meso, konjsko meso, potem je to neka vmesena laž. Pa nimam več po konjskemu mesu, vse je dobro. Ampak je laž. Ni problem meso. Problem je odnos, ki ga ni. Ker v laži ni odnosa. Zato je to katastrofalno, veste, kar zdaj poslušamo. Čeprav vsi govorijo o mesu, o žalost. Namesto, da bi govorili o neodnosu, ki ubija. In Bog je ustvaril človeka kot moža in ženo, zopet bi lahko odprli en nov fajl, en novo področje.
prav ta vidik, samo ta vidik bi izpostavil, ne, kot pravi Sveto pismo, da je ustvaril kot moža in ženo, kot svojo podobo. Torej, človek je Božja podoba zato, ker je sposoben odnosa. Stopiti v odnos. Različnost omogoča odnos. Pa kdaj drugi čekaj o tem, ne? S tem bi jaz nocoj zaključil s svojimi mislimi o prvem delu veroizpovedi. Tako mi je bilo rečeno, da boste verjetno kaj vprašali, pa če bo kdo želel kaj vprašati, pa če bom znal odgovoriti, bom odgovoril, če ne bom pa svojega veroučitelja prosil, da bo on. Vprašala bi. Rekli ste, da je Bog gospodar zgodovine. Pa je prav, da Bogu naprtimo na pleča čisto vse grozote, ki so se dogajale po svetu, potem bi to tako bilo, ne? Pa mislim, da to ni pošteno. Ja, Bogu moramo čisto vse naprtiti. Samo to je izhod. Postal je človek zato, da je vzel nase naše grehe. Je? Torej, a je kaj narobe, če mu vse naprtimo? Kam pa pridemo, če mu ne moramo naprtiti? Potem smo pa konc. Razumete? Razumete, o čem je poanta? To ne pomeni, da je Bog kriv za naš greh. Da je Bog kriv za vse, kar v zgodovini gre narobe. Ni kriv. Bog nam je dal pač človeku in angelom, nismo se ustavili pri eni malenkosti, ne, da je ustvaril vidne in nevidne stvari, kar sicer ni v apostolski veroizpovedi, ampak carigrajsko-nicejski, da je ustvaril angele, se pravi tudi duhovna bitja, ampak ustvarjena bitja. Ne? Ja, Bog je vse dobro ustvaril in je nekaterim bitjem dal svobodo. Človeku je dal svobodo, pač do določene mire, ne? Prej sem nekaj govoril o svobodi, ker če smo mi Bogu podobna bitja, če nas je ustvaril sebi podobna bitja, to pomeni, da nas je ustvaril v vsem sebi podobna, sposobna stopiti v odnos, v kontakt, v komunikacijo z njim. Torej nas je naredil podobne tudi v svobodi. Ne sicer v absolutni svobodi, kakor je on, ne? Ampak v neki določeni svobodi. In v tej določeni svobodi mi lahko tudi odločimo proti njemu, proti tej harmoniji. Ampak spada v njegovo odločitev. Zato mu lahko tudi to naprtimo. On bi konec koncev nas lahko ustvaril nesvobodne, kot robote za dobro. Sam potem ne bi bili to, kar smo. In gledajte, tukaj, vidite, tu je pa zdaj ta očetovska ljubezen, Božja ljubezen pride do izraza. Še učlovečeno bomo videli naslednji teden, ne? V Jezusu Kristusu. Učlovečeno ljubezen, ki gre za človekom do konca. Adam in Eva sta se v bistvu v raju zgubila in to je, zato pravi, da sta morala iz raja. In sta se izgubila na poteh tega sveta, ki ni Božji svet, v grehu, ne? Sta se izgubila. In gledajte, tega Boga, smo prej rekli, da mu za nobeno stvar ni vseeno. Še najmanj za človeka. In ta
Bog zdaj pride, se učloveči, postane torej Adam, zato, da gre po poti tega sveta, ki ni Božja pot, ki je pot greha. Gre Bog sam po poti greha za Adamom in si naloži njegov greh. Zato sem rekel, če to vzamemo res, če to res verujemo, ja, potem celo nimamo druge rešitve, kakor da vse naprtimo Bogu. Pravzaprav je zato prišel nastaviti svoj hrbet. Prišel je motovati, prositi, najmo to naredimo. Najmo damo svoj greh, ker drugače nas ne more odrešiti. No, zdaj že malo segamo v temo prihodnega srečanja. Ni treba samo vprašanje, lahko tudi kdo komentira, kaj lahko razvija svojo razlago, to je samo malenkost, kar sem poskušal vam predstaviti nocoj iz zaklada, ki ga nosi v sebi ta prvi del veroizpovedi. Če lahko mogoče jaz vprašam, mi je taka skrivnost, ne, recimo pri ljudeh, pri svetnikih, ko poznamo njihovo življenje, pisma, njihova dela, mi je tako zanimiv ta pojav, ta kriza vere, ne, recimo, da so ti ljudje v času svojega življenja recimo občutili eno veliko krizo vere, pa so danes kljub vsemu sveti, ne, jih častimo. Me zanima, odkot to recimo, ali pa... Cerkveni očetje opisujejo duhovno življenje tudi na ta način, da je to vzpon na goro. In recimo opisujejo Mojzesa, kako se vzpenja na goro. In opisujejo tako, ne, da najprej je ob vznožju še ne vidi nič, ne, je vse, nema nobene perspektive, ne, vidi samo okrog sebe, vidi samega sebe, ne, ko začenjaš pot vere. Potem se začne dvigovati, ne, pa po prvih 100 metrih, ne, višinske razlike začne se ogledovati okrog, pa se čudi, kaj zdaj vse več vidi, kot je videl prej. Ne? Ampak, če hoče to, mora pogledati in ne vidi več sebe, ne gleda več sebe. Ampak mora od sebe stran pogledati. Ne? To so prvi bombončki, ki jih Bog daje človeku, ki se odloči, da bo hodil po poti vere, duhovni poti. Zato, da ga na začetku ukrepi. To so, recimo, nekdo začne moliti, ne? Zares moliti. Premišljevati Sveto pismo. Pa mu Bog daje obilo tolažbe, notranje tolažbe. Ne? Sonce sije. No, potem gre pa naprej, pa pride v meglo. Kar naenkrat, prej je bilo vse jasno, se vse lepo videlo, zdaj kar naenkrat pa spet nič več ne vidi. Ampak je veliko više, kot je bil prej. Pa vidi manj, kot je videl prej, ko je bil spodaj. Zdaj mora živeti pa iz tistega, kar je prej videl. In verjeti tistemu, kar je prej doživel v odnosu z Bogom. In verjeti, da ga ni zapustil, kljub temu, da je megla. V duhovnem smislu. In gre naprej v tem zavedanju, kaj je prej videl, in v prepričanju, da ga Bog čaka, da mu ima še kaj zadati. In pride iz megle ven. Se oblake razpršijo in gre spet nekaj 100 metrov više, ne? Pa spet gleda in da vidi še več, še bolj čudovito. Potem gre naprej, pa pride v skale
in se zažene v skale, od začetka gre, je že doplezal. Ko se zaplezaš, ko ne veš več, takrat nič ne vidiš, pa je lahko tako lepa okolica, takrat gre sam skalo, takrat gre za življenje, nič ne vidiš. Veš, to je spet eno obdobje duhovnega življenja, ne? Ko sam takle skalo pred seboj, krvave prste, če dol pogleda, se ti začne vrteti, ne? To je spet eno novo obdobje prečiščevanja človeka v duhovnem smislu. Veste, take teme ali puščave ali megle v duhovnem pomenu besede pomenijo zelo pomembna obdobja prečiščevanja odnosa. Podobno kakor med nami. A veste, da se med nami ljudmi odnos najbolj utrdi in prečisti takrat, ko je v krizi. Če krizo dobro prestanemo v odnosu. Če neko krizo v odnosu dobro razrešimo, se odnos poglobi. Ne? Zato te stvari niso tako nepomembne, veste, da se kdaj skregamo. To je zelo pomembna stvar. Samo prav se moramo skregati, ne? Pametno se moramo skregati in pametno razrešiti potem to. Potem nam to koristi. No, in recimo, ko Gregor Niški ne razlaga naprej tega Mojzesa, ne bom zdaj vseh stopenj razlagal, ga pokaže, ko pride na vrh. In zdaj misli, ko bom prišel pa na vrh, zdaj bo pa vse kraljestvo pred mano, ne? Zdaj bom pa največ videl. Stopi na vrh, se naredi temen oblak in ne vidi čisto nič in je čista tema. In to je višek duhovnega življenja. V tisti temi mora se Bogu vreči v naročje v popolni temi, brez vsake gotovosti. In to je vera. In zato so svetniki prihajali v take krize. In če hočemo mi biti svetniki, bomo tudi prišli. Pot vere ni vedno lažja. Pot vere je na tem svetu vedno težja. In globlja je vera, težja je pot. Tako nam govori izkušnja cerkve. Seveda je pa doživljanje, duhovno doživljanje je pa obratno. Mati Terezija, berete, ni doživljala neke čustvene, ne vem kakve bližine Boga zadnjih 10-20 let. Ampak je živela v veri. Ne? In to je bila vera. Ne? Vera je to, da veriš v to, kar ne vidiš. Ne v to, kar vidiš. Takrat smo rekli, ni treba verovati. Ne? Vidiš več, vidiš preko. Ko vidiš v temi luč, ki je ni. To je vera. In zaradi te notranje luči lahko varno hodiš tudi v temi. Na vrhu te gore vere, ne? Ali tega gore duhovnega življenja. No, tako, malo še s cerkvenimi očetje si pomagam, kadar sam ne znam. Jaz bi mogoče prosila za to, omenili ste in je o tem govora, ne, da recimo odnos otrok-oče, oče, zemeljski oče, ne, ali pa otrok-mati. In če ta odnos ni dober, če ni razrešen, kako mogoče nekaj o tem? Vidite, kadar se človeku malo mudi, ko že gleda, da ljudje spijo, ne, pa če treba malo pohiteti, potem pa spustiš kaj ven. Ne. Tukaj vidite,
svetopismo pomaga dojeti, kdo je oče. V primeru, ko po naravni poti ne moremo priti do neke pomembne in potrebne izkušnje v življenju. In gotovo je izkušnja ljubezni očeta in matere zelo temeljna. Ampak nažalost nimajo vsi te sreče, ne? Takrat Bog ne more, če velja vse to, kar smo prej rekli za Boga, Bog ne more takega človeka pustiti, ne da bi mu omogočil na nek drug način doživeti ali pa doživeti, pridobiti si to, kar bi sicer po naravni poti dobil. In Sveto pismo o tem govori. Sveto pismo nam pomaga dojeti tega očeta. In je zelo konkreten, ampak zdaj že segamo v ono drugi del, ne, ko ga bomo obravnavali prihodnič. Če je Jezus Kristus res Bog in se je zares očlovečil, ima zares istega očeta, kakor midva, potem je rešitev tu. Potem, če jaz stopim v odnos s Kristusom in v Kristusu doživim, da je on obraz očetove ljubezni v tem svetu, do mene, ne do vseh, do mene. Ampak to je konkretno, vete, to je tako konkretno kot tale tukaj, ne? Tak je konkretni Jezus. Ko moj brat. Tak konkretni je. In zato je odgovor, resnični odgovor na take bistvene žemeljske človekove potrebe Bog, ki se je očlovečil. In če mi verujemo, da je resnično prisoten v Evharistiji tudi telesno, potem Bog lahko nekaj naredi. Potem me Bog lahko pritegne, ta sin, ker je sin. In če sem jaz brat sina, sem jaz tudi sin istega očeta. In ko sem v odnosu s tem bratom, ki je sin mojega očeta, jaz skozi ta bratovski odnos lahko eksistenčno doživim očetovo ljubezen. Ko zremo Jezusa Kristusa na križu, kaj zremo? Zremo obraz očetove ljubezni, zemeljski obraz očetove ljubezni. In tam lahko mi doživimo očetovo ljubezen, ki 100% lahko nadomesti pomanjkanje očetove ljubezni zemeljskega očeta ali matere. To ni prav, mislim, ni prav, da se to zgodi. V raju se to ne bi zgodilo. Ampak ker ne živimo v raju, zato je Bog postal človek, se je očlovečil. In to mora res premalo zares vzamemo, ne? In ker premalo zares vzamemo, nam tudi Bog ne more uresničiti. To je tako, kot sem prej rekel, bolete, če vzamemo premalo zares, da je Bogu mar vsaka malenkost, vsaka stvar, da mu je mar. Če tega ne vzamemo zares, zgubimo zelo veliko pozitivnega doživljanja. Ker ne potegnemo iz stvari to, kar bi lahko potegnili, kar v stvarih je, ali pa kar onkraj teh stvari je. Če bi vsako stvar, ki jo vidimo, doživeli kot dar nekoga, kot osebni dar nekoga, bomo najbogatejši ljudje. Bomo čustveno najbogatejši ljudje. Ne? Ampak ker tega ne vzamemo zares, ker ne verjamemo, da je ta stol Božji dar in da me ima Bog po tem stolu rad. Zato od tega stola ne dobimo nič drugega kot to Bogu, da na njem sedimo, pa nas potem ta zadnja boli. A to je žalostno, ne? Tem je veliko več v tem stolu, ali v tem mizi, v tem računalniku. Poglejte, ste zdaj rekli no svoje hvala Bogu za ta računalnik. Kaj vse nam je omogočil, ne? Da smo lažje komunicirali. Ja. Vidite, enako je potem tudi z, recimo, če vzamemo zares Kristusa, njegovo učlovečenje,
Dobro, to, kar bomo prihodnič recimo razmišljali, ne? Kaj se je zgodilo s to drugo Božjo osebo. No? Vidite, kot sem napisal tukaj, velika noč razodene njegovo obličje, ne? Očetovo obličje, razodene velika noč. Ne? Vidite, ni dobro, če človek kaj spušča, ne? Pa pride po drugi poti nazaj. Eno še potem. Bom poskusila kratko. Torej, verujemo v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje. Prej smo se dotaknili tega, da nam je pustil svobodo, da bi nas lahko ustvaril kot robote za dobro. Zato je na tem svetu in tej zgodovini tako, kot je. Nekega dne pa nas bo poklical v nebesa, ki jih je tudi on ustvaril. Tako verujemo. Kaj se bo zgodilo z nami, da bo tam tako, kot upamo, da bo in tako, kot verujemo? Torej bomo, ko bomo poklicani iz tega sveta, postali neke vrste roboti za dobro, da bo tam tako, kot verujemo in upamo. Če bi direktno odgovoril, moram reči, ne, tam ne bomo roboti za dobro, ampak tam bomo iz svobode delali dobro. To ne. Ampak s tem si že postavlja vprašanje iz tretjega dela. Ker tukaj izpovedujemo, ne, da verujemo v čisto svetniko, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Ne, zdaj, če bom dan vse povedal, potem... ali pa če kar nadaljujemo, pa dan vse povedal, pa mi ni treba več vlakati hoditi. No, ampak zelo dobro vprašanje in mislim, da bo zanimivo tudi o tem dejansko razmišljati in je prav, da o tem razmišljamo, ne? Ker to bi bil dejansko peko, ne? Če bi delali dobro, zato ker smo programirani. Taki kot smo. A veš, kaj to pomeni? Da če mene prime, da bi Jožeta udaril, pa ga ne bi mogel. Ker bi bil robot za dobro. Ampak ustvarjen pa ni, sem pa svoboden, ne? Spravi, da bi to bila zdaj neka zunanja, neka veriga, ki bi mi jo Bog nastavil, zdaj, ne? Me zvezal z njo. To ne bi bila ta prava nebesa, ne? Tako. Drugače pa dobro vprašanje, bom se pripravil tretji del. Ja, bi še kdo kaj nujno imel za vprašati ali pa za reči? Če ne, hvala lepa za nocoj. Verjamem, da nas bo naslednjič še več, ker nam vaše predavanje vedno znova odpirajo nova vprašanja, nove poglede. Naslednjič se vidimo tukaj v tej dvorani na torej drugem delu v naši veroizpovedi. Hvala lepa za nocoj, vam pa še prijeten večer. Hvala.